Mi bi si želeli, ne, da bi prišli do nekih dolgoročnih nosilcev lastnine, kapitala, ki bi res skrbeli v tem smislu za podjetje. Ampak kaj smo dosegali je, še bolj se je zmanjšal nadzor, še bolj so se dejansko, tudi s pomočjo politike in tako naprej, so se te pijavke ugnezle, ki so, zdaj ne želim posploševati, ampak v veliki meri, kjer so videli podjetja samo kot orodje za svoje kratkoročno bogatenje. In ti menedžeri so se v enem momentu, celo v zadnjih 10-15 let, celo bi jaz rekel, trgali sketne. Ker en določen del so jih še zaposleni, ali pa bom rekel, tle lahko pridejo spet na vlogo oziroma ne vlogo sindikatov, ki bi jo mogli odigrati, pa jo niso. Pa ne, da jih jaz to krivim, ampak včasih, ko oni napadejo, vse so drugi krivi. Ja, dopustili smo in potem bom šel pa še na to, kje sem jaz kriv kot profesor. Se pravi, vsi se moramo, a veste, ko doživljamo neko katarzo. Jaz mislim, da je prav, da se vsi vprašamo, kako smo zraven sodelovali. Ali z molkom, že to je zločin, ali z nedejavnostjo, ali z neznanjem, ali s čimarkoli. Ampak vsak od nas se mora, vi novinarji, jaz se moram vprašati, kako sem bil tih, kako so me plačali za to, da sem tako govoril, ali pa kaj podobnega. In mislim, da te refleksije v tej slovenski družbi nimamo še in dokler jo v resnici ne bomo imeli, ker še vedno, tako kot jaz pravim za svet, sem razočaran, ker bi moral po tej krizi, ki se je zgodila 2007-2008, resno, bom rekel, drugače regulirati globalni finančni sistem in se ni nič zgodilo še naprej isto in bomo zelo hitro spet imeli enake težave. In to države, naš javni denar uporabljajo za to, da to podpirajo, je podobno pri nas.